Glejte, morate vedeti, da smo nekateri raziskovalci delali samostojno mnoga leta, da smo lahko v zadnjem letu ali mogoče leto pa pol ugotovili na naše presenečenje in srečo in zadovoljstvo, da v Sloveniji obstaja več samostojnih raziskovalcev, ki raziskujejo podobne stvari, kot raziskujemo sami. Seveda so to raziskovanja neznanega, zato prihaja v raziskovalnih ugotovitvah do nekaterih razhajanj, rečemo temu tako. Ampak ne glede na to, da prihaja do določenih razhajanj v naših pogledih, vem, da bomo v nekem trenutku našli kompromise in sestavili zgodbo, ki pije vodo. Govorim tukaj o municipalni jurisdikciji ali sodni pristojnosti, torej trgovski igri ali trgovski dimenziji, v kateri nastopajo pravne osebe in trgovska podjetja. Torej tu, kjer ljudje žal tragično izmenjavamo skoraj vse sadove svojega ustvarjalnega dela oziroma življenjske energije. In Marjan je v tem pogledu naredil en preboj z tem priročnikom. Ta priročnik se imenuje, tudi naslov je zelo domišljen, Priročnik za mirno plovbo po fiduciarnem sistemu. Zakaj mirno plovbo? Vi dobro veste, da je rimski sistem trgovske pravičnosti projeciran na vojno na morju, na globokih morjih, kakih morjih, komercialnih morjih. Gre za domišljijsko igro, multidimenzionalno igro s 3 dimenzijami, morda še več, mi jih poznamo 3, ki deluje podobno, kot deluje vsaka druga umetna igra, podobno kot Človek ne jezi se, ali pa ne vem, Monopoly, poker, ali pa karkoli drugega, šah, karkoli. In seveda imajo te igre vsaka svoje pravila, ki jih je izjemno težko razumeti. Zakaj? Zaradi tega, ker so besedila oziroma ta pravila zakodirana v en popolnoma drugi jezik, kot je tole poslovni jezik, književni jezik, imenuje se pa uradni jezik. In uradni jezik, morate vedeti, da ni slovenski knjižni jezik, kot nam skušajo prodati zgodbo, ampak je to jezik zasebnega inštituta z sedežem v Rimu, ki se imenuje Unidroit. Zanimivo, da je tudi v Rimu, ne? Kaj pomeni fiduciarni sistem? To je beseda, mogoče, ki je ne poznate. Fiduciarni sistem pomeni sistem trustov ali mehanizmov zaupanja. O tem smo v ljudski pisarni na delavnicah govorili veliko. Še v času, ko smo delali z Belisom skupaj, in tudi kasneje smo o tem mehanizmu veliko govorili, tako da vam predlagam, da danes ne gremo predaleč, da si pogledate te delavnice, kaj ti mehanizem trusta je mehanizem, v katerega je vedno, kadarkoli se izmenjava ali prenaša katerakoli energija, tako tu na zemlji, kot tudi v komerciali, v teh umetnih igrah, pa tudi v duhovnih igrah, se vedno okoli tega mehanizma ustvari arhetipski vzorec Svetega Trojstva, kot veste. Zato je to toliko pomembno razumeti, kajti razumeti je potrebno pozicije v tem položaju, v tem Svetem Trojstvu oziroma v mehanizmu trusta, kajti v tej igri, trgovski igri pravnih oseb, se ne ve do zadnjega trenutka, kdo pije in kdo plača. In pravzaprav je poznavanje takih pravil ključnega pomena, da smo mi tisti, ki pijemo, ker je to naša pravica, in ne tisti, ki moramo poravnavati za vampirje, ki so zelo žejni, kot vidite. Ne? Jaz bi prosil, Marjan, to bi še povedal, ta priročnik, seveda sem preletel, nimam več toliko časa, da bi šel študijsko skozi njega, bom pa šel, ampak v njem so neprecenljive informacije, ki bodo nam koristile v ljudski pisarni itak, ko bomo nadaljevali naše igranje v tej igri. Govorim tu o
Marjan bo povedal še več o teh stvareh. Govorim tu o mednarodnih davčnih utajah, ki krasijo pravzaprav vse javne inštitucije. Kajti, če govorimo o enotnem sistemu trgovskem po celem svetu, vi morate vedeti, da obstaja tudi mednarodna davčna uprava. Ne samo naša davčna uprava, tudi mednarodna davčna uprava, ki se imenuje Internal Revenue Service ali IRS, s sedežem seveda kje druge kot v Ameriki. In vsaka javna inštitucija, vključno z sodiščem, bi morala za vsak primer, ki se odpre, izdati en izmed obrazcev, ki jih IRS ponuja, zato, da prijavi davčne prihodke, ki izhajajo iz tega ropanja tudi svojim šefom, pa tega ne naredijo. Ne? Zato bomo mi, ko bo dovolj enotnosti in ko bodo primerne okoliščine, seveda pritisnili na javne uslužbence preko ARS-a, zato, da se, bi rekel, te stvari uravnotežijo. Od leta 2014, ko je papež v vlogi vrhovnega pontifa izdal motu proprio, kaj to pomeni, izjavo iz samega sebe, kadar to naredi papež v tej vlogi vrhovnega pontifa, je treba tako izjavo prebrati oziroma razumeti. Zakaj? Kajti papež je zakoniti zastopnik te tridimenzionalne igre, ki se imenuje rimski sistem trgovske pravičnosti. Zato capo di banda. Ne? In v tem motu proprio iz leta 2014, ki je prišel veljavo, vstopil leta 2017, torej po 4 letih, mislim, da je bilo glih septembra, je odvzel imuniteto vsem javnim uslužbencem po vsem svetu. Kaj to pomeni odzeti imuniteto? Odzel je jamstvo. Torej vsi javni uslužbenci danes delujejo popolnoma brez jamstva. Tudi sodniki, ki bi ga morali imeti. Ampak jaz bi predal tu besedo Marjanu, pa naj on še več pove o teh stvareh. Izvoli.